Pozdravljeni, sem Aleš Hus, direktor in ravnatelj Srednje lesarske šole v Mariboru. Lesarska šola Maribor se nahaja na obrobju mesta in v njej izobražujemo na srednji šoli in na višji strokovni šoli inženirja lesarstva in inženirja oblikovanja. Želimo vam predstaviti šolo v kratkem video spotu in da jo bolje spoznate in seveda pridete tudi na obisk. Torej, vabim vas na ogled naše šole. Šola je še vedno prazna, saj smo še sredi epidemije. Upam, da bo to kmalu minilo in da se bo šola seveda napolnila z dijaki in študenti. Dobrodošli. Dober dan, sem Zlatko Jesenik, tukaj na naši šoli zadolžen za vodjo delavnic in pa organizacijo praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, skrajšano PUD. Torej, praktično izobraževanje poteka ali pri delodajalcu ali na šoli. Mi se zdaj nahajamo pred šolskimi delavnicami, jih bomo tudi si pogledali. Kar se pa tiče pri delodajalcih, je pa praksa takšna, da si dijaki v svoji lokaciji, se pravi tam, kjer so v bližini doma, najdejo delodajalca, ki z nami podpiše pogodbo in z njim in tako potem opravi prakso pri tem delodajalcu. Gre za to, da so dijaki potem tudi seznanijo z različnim delom in temi vsemi sposobnostmi, ki jih potrebujejo za nadaljne delo v proizvodnji. Kar se pa tiče same prakse, je pa razdeljeno. Seveda imamo posebej prakse in izdelke, ki so za prvi letnik, mizarji in lesarji, potem za zaključne izdelke in podobno, tako da predlagam, da se pogledamo. Nahajamo se v delavnici praktičnega pouka, praktičnega izobraževanja za prve letnike. Tukaj vidimo na mizi tudi izdelke, ki jih izdelujejo v teh razredih, teh letnikih. In sicer imamo na eni strani pručko, na drugi strani stolček in tu noč so zajete tiste vezi, ki jih dijaki izdelajo, seveda s pomočjo učitelja, da je izdelek narejen tako, kot treba. So tudi vaje predhodno. Skratka, to je tisto, kar tak izdelek, ki ga dijak naredi v prvem letniku, predvsem seveda ročno. Zraven imamo tudi nekaj intarzij. Intarzije so v programu odprtega kurikuluma, kjer dijaki s pomočjo tudi seveda razlage in pa učitelja sestavijo sliko, intarzijo iz furnirjev, različnih furnirjev, ki jo potem lahko zalepijo ali na ploščo stolčka ali pač kot kakšen drugačen izdelek, ki ga seveda odnesejo s seboj. No, tukaj bi vam pa pokazal še izdelek, bom rekel, za drugi letnik. Seveda to ni edini izdelek, ki ga izdelujejo naši dijaki, je pa en tak reprezentativni, se pravi, kjer se ves material oziroma polizdelki naredijo strojno. Imamo še tu potem tudi kakšne okvirje, ki se strojno izdelujejo predvsem na vezavi s kakšnim potem oknom in pa določenimi manjšimi izdelki, ki se lahko opravijo v strojnih delavnicah. Se pravi, da je pouk razdeljen oziroma snov razdeljena tako, da se v prvem letniku spozna ročno orodje, delo z ročnim orodjem, delo z električnimi strojčki, potem tudi osnove strojev in varno delo na strojih osnovnih, kasneje v drugem letniku pa komplet strojna obdelava z načinom izdelave vrat, oken, torej stavbno pohištvo. Tretji letnik pa je namenjen predvsem izdelavi izdelkov, torej pa tudi seveda zaključnega izdelka, ki ga izdelujejo dijaki na naši šoli. Podobno je tudi z programom lesarski tehnik in pa obdelovalec lesa, le da je prilagojeno, seveda težavnostni stopnji. Pri obdelovalcu lesa gre za, bom rekel, manjše izdelke in je dejansko zaključni izdelek stolček.
Pri tehnikih pa je stopnja zahtevnosti pri zaključnih izdelkov nekoliko zahtevnejša in pa tudi kompleksnejša v povezavi z seminarskimi nalogami in raziskovalnimi nalogami. Sem Luka, dijak Lesarske šole Maribor in danes bom predstavil izdelavo izdelka v 3-letnem programu, ki sem ga končal lansko leto. Nekje na polovici 3. letnika se je začela izdelava mape zaključnega izdelka. Ko je mentor to odobril, smo pričeli z izdelavo v šolskih delavnicah, ki je trajala 40 ur in kljub koroni in priporočilih NIJZ nam je izdelek uspelo narediti. Prav lep pozdrav, sem Zdenka Berko in nahajamo se v šolski knjižnici. Tukaj si naši dijaki, naši študentje, pa tudi vsi zaposleni lahko izposojajo gradivo za pouk oziroma tudi za branje doma. Šolska knjižnica pa ni namenjena samo izposoji gradiva, ampak se tukaj naši dijaki tudi družijo, pišejo domače naloge, brskajo po spletu ali preprosto samo čakajo na pouk. Tako kot osnovna šola je tudi na srednji šoli učbeniški sklad, kar pomeni, da si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih potem uporabljajo celo šolsko leto. Zanje plačajo obrabnino, ki je približno 20% redne cene. Položnico dobijo pa ob vpisu k nam na šolo, torej meseca junija. Takrat dobijo tudi celoten seznam knjig, ki jih bodo potrebovali, in pa seznam delovnih zvez. Tukaj na mizi imam predstavljene učbenike, ki pridejo v poštev v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja, torej za gozdarske in pa lesarske tehnike, srednjega poklicnega izobraževanja, to so naši mizarji in gozdarji, ter nižjega poklicnega izobraževanja, kar pa so obdelovalci lesa. Sem Andreas, dijak 4. B Lesarske šole Maribor. Nahajamo se za šolo na Čevljarskem kotičku. Sem član čebelarskega krožka Lesar. Naši prioritetni nalogi sta priprava na tekmovanje mladih čebelarjev in pa skrb za čebelji družini. Čebelarimo v AŽ in LR Panju in skrbimo za medovite rastline. Dober dan, pozdravljeni. Prišli ste k pedagoginji na Srednji lesarski in gozdarski šoli. Zdaj, velikokrat takole, kot si ti potrkal, vstopijo tudi dijaki z raznimi vprašanji in problemi. Da se bomo malo bolje slišali in razumeli, torej brez maske, pa vas vabim, da gremo ven v našo učilnico v naravi, pa se bomo tam pogovorili, kaj pa dela pedagoginja na Srednji lesarski in gozdarski šoli. Pozdravljeni torej še enkrat, zdaj se nahajamo v bistvu pred šolo, v tako imenovani naši učilnici v naravi, ki so jo postavili študentje višje strokovne šole, smer študija lesarstvo. Če se vrnem torej k dijakom, dijaki se prvič z mano srečajo, bom rekla bolj konkretno kar na vpisu. Jaz sem namreč tista, ki dijake v vpisu sprejme skupaj s starši, prinese torej vpisno dokumentacijo. Jaz potem te dijake tudi vprašam, če imajo kakšne posebne želje glede oddelka. Seveda odvisno od tega, v kateri program se vpisujejo. Kot veste, imamo pri nas 4-letne programe, in sicer gozdarske in lesarske tehnike, 3-letne mizarje in gozdarje in pa nižjo poklicno, to je 2-letna šola, torej za program obdelovalca lesa. To je pravzaprav najbolj preprost program, ker dobijo osnovna poklicna znanja. Torej, dijaki so tisti, s katerimi jaz večinoma delam in sicer rešujem kar pestro, bom rekla, pesti spekter, od šolskega dela do osebnih stisk in težav. Kar se tiče šolskega dela, dijakom svetujem tudi učinkovite metode učenja. V prvih letnikih konkretno se mi potem srečamo z učnimi metodami, torej kako se uspešno pripraviti in učiti recimo slovenščino, tudi strokovne predmete. Dijaki zaključnih letnikov so pa tisti, ki dobijo malo več, bom rekla, napotkov, kako se učiti širše tematske sklope. Oni so namreč tisti, ki se pripravljajo bodisi na zaključni izpit ali pa poklicno maturo. Tako da sem pravzaprav vpeta v življenje in delo na šoli, nekako krmarim, bi lahko rekla, med vodstvom šole, med učitelji, med dijaki in tudi starši. Staršem nudim podporo, torej svetujem, izvajam tudi predavanja, koordiniram predavanja za starše, sodelujem pri reševanju vzgojne problematike. Tisto, kar je še posebej evidentno, so tudi dijaki s posebnimi potrebami. To je ena specifična populacija dijakov, ki jih ni malo,
ki prihajajo tudi v srednje šole z odločbami. Jaz koordiniram celotno delo za te dijake s posebnimi potrebami. To pomeni, seznanjam učitelje z njihovimi težavami, kakšne so prilagoditve, kakšne so učinkoviti načini dela s temi dijaki. Kar se tiče dijakov zaključnih letnikov, pa jih potem pravzaprav vodim, tudi svetujem pri izbiri študija, vpisu naprej vodim, torej skozi celotno vpisno-prijavni postopek. Tudi dijake zaključnih letnikov 3-letnega programa, to so mizarji, vodim skozi prijavno vpisni postopek naprej v tako imenovani program poklicno-tehniškega izobraževanja, to je tako imenovani program, ali model 3+2 pomeni po 3 letih še 2 leti naprej. Kaj je tisto, kar še pravzaprav delam? Rešujem in pomagam, torej svetujem učiteljem pri reševanju razredne problematike, vzgojne problematike, dijakom uredim dijaške izkaznice, svetujem, kako do štipendij različnih vrst, predvsem, da ne pozabijo dati prijavo, recimo na štipendijo za deficitarne poklice, kako je z državnimi štipendijami. Glede šolske malice, koordiniram, sem v bistvu predsednica šolske komisije za prehrano, pomeni, da dijakom pomagam pri izpolnjevanju obrazcev za šolsko prehrano, koordiniram potem tudi vse, kar se tiče torej šolske malice na šoli. Garderobe so tisti prostori, kjer dijaki shranjujejo svoje delovne obleke, tudi to, če se kje zatakne, pomagam urediti. Drugače pa je delo šolske svetovalne delavke pravzaprav strokovno delo na šoli, avtonomno delo, to pomeni, nisem podaljšana roka učiteljev, pa ne vodstva šole, tudi ne staršev in ne dijakov, ampak skušam skozi tako imenovani svetovalni pristop pomagati pri izobraževanju na srednji lesarski in gozdarski šoli. Pozdravljeni! Dobrodošli v gozdarski učilnici Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor. Bodoči dijaki boste tukaj spoznali osnove gozdarstva in lovstva. Svoje znanje pa boste potem nadgrajevali v gozdu. Za potrebe praktičnega izobraževanja ima Srednja lesarska in gozdarska šola v upravljanju 80 hektarjev šolskega gozda. V šolskem gozdu dijaki svoje teoretično znanje učinkovito pretopijo v prakso.